Pozdravljeni. Zopet je na vrsto prišel naš običajni komentar novic in poglejmo si tudi tokrat, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo kot običajno ukvarjali s 4 različnimi sklopi novic, kjer bom skušal dati svoj pogled, svoj komentar na vse tisto, kar ni dobilo dovolj pozornosti v medijih ali pa rabi, vsaj po mojem skromnem videnju, dodatno pojasnilo. In tudi tokrat, kolikor vas zanima, kaj piše v citiranih originalih, imate bližnjice do člankov navedene v samem opisu. In ugotovili boste, da tudi tokrat so vsa tista dejstva, ki jih navajajo članki, povedana takrat, ko je slika v barvah, ko se leta spremeni v črno-belo, pa pride na vrsti tisto moje osebno mnenje. Vrnimo se raje k barvam in začnimo z našo prvo današnjo temo. Najprej se bomo danes ustavili pri članku, ki je bil objavljen na uradni spletni strani Formule 1, f1.com, in to 25. maja. V njem lahko zasledimo, da bodo pri ekipi McLaren spomin na Ayrtona Senno obeležili na veliki nagradi Monaka. In to prav s posebno barvno shemo. Namreč tisto značilno papaja oranžno bo zamenjala rumena, seveda z podtoni temno modre ter zelene barve. Ta barvna shema bo spominjala na čelado Ayrtona Senne in akcija je usklajena ne samo s pokrovitelji, ampak tudi s fundacijo, ki nosi še danes ime znanega brazilskega šampiona. In tu velja poudariti nekaj pomembnega. V uvodnem prispevku k veliki nagradi Emilia Romagna sem si sam zaželel nekaj podobnega. Namreč vsi tisti, ki so počastili tragični konec znanega brazilskega šampiona, se niso spomnili na vse tiste veličastne trenutke, ki jih je ustvaril na progi. A vidim, da vsaj pri McLarenu so podobnega mnenja, kot sem sam. Namreč Ayrton Senna z McLarenom je dosegel 5 od svojih 6 zmag na progi v Kneževini. In treba je poudariti, da prav Ayrton je v McLarenu dosegel 3 naslove svetovnega prvaka in lahko bi dejali svoj vrhunec v svetu Formule 1. In zato sem osebno zadovoljen, da vidim, kako podobno razmišljamo tako tu v Sloveniji, Šempetru pri Gorici, kot v Veliki Britaniji, točneje v Wokingu. In to na progi, kjer je postal velikan. Pojdimo raje k naši drugi današnji temi. V našem drugem današnjem sklopu se bomo ustavili ob članku, ki je bil objavljen 21. maja na spletnem portalu motorsport.com. V njem lahko zasledimo, da bo Pat Symonds zapustil Formulo 1. Namreč je že v tistem obdobju prisilnega počitka kot svetovalec naj bi se pridružil še neobstoječi ekipi Andrej. Seveda, novica kot taka je izjemno zanimiva, kajti govori nam o tem, da eden izmed najbolj priznanih strokovnjakov, ki je poskrbel za zadnja pravila, ki so v veljavi v Formuli 1, zapušča svoje mesto. A ne smemo pozabiti še na nekaj pomembnega.
Simons v svoji karieri je bil do sedaj dokaj kontroverzna figura, namreč poleg Flavija Briatoreja je bil on edini obsojeni v tako imenovani aferi Crashgate. Ampak kot obsojeni goljuf je prestal svojo kazen, se vrnil v Formulo 1 in nato, kot sem že omenil, skrbel tudi za pravilnik, ki velja danes v cirkusu svetovnega prvenstva. A vidimo lahko, kako pri ekipi Andretti dobesedno skušajo napraviti vtis, kako ekipa Formule 1 dobesedno nastaja. Čeprav v resnici vemo, da je še daleč od tega cilja. V Veliki Britaniji so odprli hale, sedaj so najeli kot svetovalca Peta Simonsa in čakajo na to, da bi dobesedno izsilili vstop v svetovno prvenstvo Formule 1. A ne smemo mimo nekega dejstva, da ima Pat Simons 71 let. Tudi njegov čas v Formuli 1 se dobesedno izteka. In če vemo, kdaj bo uradno naslednji poizkus ekipe Andretti, da se pridruži Formuli 1, bo verjetno Pat Simons do tistega trenutka že v zasluženem pokoju. Ampak, ukolikor ga pri družini Andretti plačujejo za to, da ne bo delal dobesedno nič, je tudi takšna zaposlitev verjetno dobrodošla. Pojdimo danes k naši tretji temi. Prav tako 21. maja smo lahko mi navdušenci na spletnem portalu RaceFans zasledili članek, ki govori o tem, kaj se je dogajalo pri tovarniški ekipi Mercedes na veliki nagradi Emilia Romagna. Verjetno se je marsikdo spraševal, zakaj se je George Russell ustavil dvakrat in seveda tako svoje mesto prepustil Lewisu Hamiltonu. In v članku, ki ga navajam, lahko dobimo prepise vseh tistih radijskih komunikacij, ki so šle med Russellom in njegovimi inženirji ter seveda komandnim pultom ter Lewisom Hamiltonom. Dobimo res nek bolj natančen vpogled na to dogajanje, ki se je nekako zvršilo malce v ozadju. A konec koncev vidimo lahko, da George Russell odločitve ni sprejel tako zlahka. A razumeti moramo nekaj, da s tem, ko so Russellu dali sveži set pneumatik medium, so pri tovarniški ekipi Mercedes domov dobili še dodatno točko za najhitrejši krog. V konstruktorskem pogledu se s to menjavo ni zgodilo absolutno nič, ampak ker je bil v danem trenutku prav Russell tisti za najboljšimi pneumatikami na progi, je bilo jasno, da bo dosegel tudi najbolj hitrejši krog na dirki. Kar nam nekako kaže, da kljub vsemu, kljub težavam, kljub slabši formi pri tovarniški ekipi Mercedes, še zmeraj znajo razmišljati na tisti pravi zmagovalni način in se borijo za vsako točko. Georgeu Russellu verjetno odločitev kot taka sploh ni bila všeč, ampak racionalno gledano z vidika ekipe je bila poteza seveda dobra. Ne bom dejal genialna, ampak občudovanja vredna. Nas pa sedaj čaka še tisti zadnji današnji sklop. Za konec pa, kot običajno, rahlo bolj lahkotna tema. Kot smo zasledili na spletni strani italijanske revije Autosprint, 21. maja je Lewis Hamilton mnenja, da bi bil najboljši kandidat za njegovo nasledstvo pri tovarniški ekipi Mercedes Andrea Kimi Antonelli. O mladem Italijanu je ogromno govora v zakulisju Formule 1 in tudi v pedoku. A verjamem, da mnoge
izmed navdušencev tega športa ni prepričal. Namreč do sedaj v Formuli 2 ni pokazal tistega, kar so mnogi pričakovali. Čeprav velja poudariti dejstvo, da je Andrea Kimi Antonelli preskočil Formulo 3, ga nekateri kar takoj vidijo na tisti najvišji stopnički zmagovalnega odra. Ampak Antonelli ima težave, kajti prilagoditi se more svetu, ki je bistveno bolj konkurenčen in trši od tistega, ki ga je bil vajen do sedaj. Namreč pred 16 meseci se je še zmeraj znašel v tisti formuli regional, kjer je seveda kraljeval. In ne smemo pozabiti na neko dejstvo. Andrea Kimi Antonelli mora dopolniti 18 let in na to bo imel vse predpostavke za izdajo superlicence. Točke, ki jih marsikdo nima, je dosegel v tistih nižjih formulah. In to nam da nekako slutiti, kakšen talent je. A marsikdaj tudi mi, navdušenci, pozabljamo na nekaj. Da vsak voznik mora nekako odrasti, pridobiti izkušnje. In izkušnje se pridobivajo dobesedno z napakami ter težavami. Le tako voznik vidi, kaj se lahko zgodi, in če je dober v prihodnosti, istih napak ne bo ponavljal. In prav tu je močna točka Andreje Kimija Antonellija, ki je izjemno prilagodljiv in čeprav se je znašel v mnogih kočljivih situacijah, zaenkrat še ni podlegel pritisku. Konec koncev v Formuli 2 do tega trenutka je zbral več točk kot Oli Berman. In če nekdo misli, da v tej sezoni novinec Antonelli ni zaslužil mesta v bolidu Formule 1, kaj bi dejali o Bermanu, ki je slabši od Antonellija, ampak ko je imel priložnost priti v Ferrari Formule 1, je dobesedno pokazal, iz kakšnega testa je. Verjamem, mnogi so očarani glede tistega, kar je pokazal Oscar Piastri. Bil je prvak v Formuli 4, Formuli 3, Formuli 2, v zaporednih sezonah zmeraj kot novinec. Ampak Oscar Piastri je en izmed fenomenov, ki upam, da bodo zablesteli v bodoči Formuli 1, ampak prav tako Andrea Kimi Antonelli. Zato sam delim mnenje, ki ga je podal Lewis Hamilton. Ampak tako prišli smo do konca tudi tokratnega 22. komentarja novic v letošnjem letu. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.